Za Slovenijo je bila 12.3.2020 ob 18. uri razglašena epidemija. Glede na razvoj epidemije smo zdaj prišli v fazo 2. Žal se okužbam že zaradi narave širjenja tudi v Sevnici ne moremo izogniti. Trenutno sta na našem območju 2 potrjena primera. Situacija, s katero se soočamo, je res zelo resna. Pozivam občane, pozivam državljane, pozivam moje drage soljudi, da se držijo vseh pravil, ki so predpisana pri obvladovanju okužbe COVID-19 strani Nacionalnega inštituta, strani Ministrstva za zdravje in tudi z naše strani. Skupaj z občino, županom, štabom civilne zaščite smo pripravili informativni letak, ki ga bo po pošti prijelo vsako gospodinjstvo v občini Sevnica. Med zdravstvenimi delavci sporočam, da ni potrjenih okužb, ravno tako nimamo potrjene okužbe v 3 naših občinskih žariščih, kjer so lahko hude posledice na zdravju z najhujšimi posledicami, torej v socialno-varstvenih zavodih. In sicer v domu upokojencev Impulca je 350 oskrbovancev in zaenkrat nimamo potrditve okužbe. V domu upokojencev Sevnica imamo 120 oskrbovancev, tudi tu še ni. In v Trubarjevem domu Loka pri Zidanem mostu je 250 oskrbovancev. Kaj je novost še? Novost je, da se s ponedeljkom zapre zdravstvena postaja Krmelj. In vse delovišča se preselijo v center zdravstvenega doma Sevnica, tudi na lokacijo zdravstvenega doma Sevnica v samem centru. Svojimi sodelavci res vlagamo vse moči v to, da zagotovimo občanom varno zdravstveno oskrbo. Razvili smo tudi svoj slogan in ta slogan, naš slogan in vaš slogan naj bo: mi smo v službi in skrbimo za vas, ostanite doma za naše skupno zdravje. Pošiljam pa danes apel vsem zdravstvenim delavcem v Sevnici in Posavju. V našem ljubem Posavju deluje veliko zdravstvenih delavcev in sodelavcev po raznih inštitutih, zdravstvenih in socialno-varstvenih. Takole smo sestavili: spoštovanje in razvijanje humanih vrednot zdravstvenega poklica nam je posebno sedaj, ko smo ob razglašeni epidemiji na res veliki preizkušnji, in to nam je vodilo in spodbuda pri našem zahtevnem strokovnem delu in nam tukaj daje veliko moči za osebnostno rast in nenazadnje zadovoljstvo pri delu. Seveda pa zdravstveni delavci smo v stresni situaciji. Stresna situacija je na eni strani, ko dobimo prekinitev in čakanje na delo doma, in na drugi strani povečane psihofizične obremenitve med izvajanjem zdravstvenega dela. In tukaj pa vidimo med seboj, da se pokažemo v svoji pravi osebnostni noti. V ZD Sevnica smo v zadnjih 3 dneh vzpostavili vstopno ambulanto COVID-19 za odrasle in pediatrično COVID-19 ambulanto. Cilj nam je pri pediatrični COVID ambulanti, da so naša bodočnost, naši otroci pregledani in nenazadnje tudi na njih opravili razne, torej brise in tako naprej, pediatri oziroma specializanti pediatrije.
Delo v zdravstvenem domu Sevnica je od 23. do 29.3. predvideno po naslednjem urniku, če seveda ne bo spet prišlo do nepredvidljivih situacij. Vstop v sam objekt je ob odsotnosti znakov infekcijskega obolenja mogoč skozi epidemiološko triažo na glavnem vhodu, tako kot je bilo vzpostavljeno že od 2.3.2020. Enota nujne medicinske pomoči vas čaka na številki 112 in dela po nespremenjenem urniku za zagotavljanje te dejavnosti. Vzpostavila pa se je včeraj kadrovsko in tudi prostorsko COVID-19 ambulanta za odrasle vsak dan v tednu, vključno v soboto in nedeljo od 7. do 20. ure. V njej se obravnavajo vsi pacienti nad 15 let starosti, ki kažejo znake infekcijskega obolenja. Pa naj ponovim te znake. Vročina 37,5 in več, torej povišana telesna temperatura, kašelj, težko dihanje, nahod, driska. V COVID-19 ambulanto so pacienti po predhodni triaži zdravnika, triaža pomeni telefonsko ali osebno, naročeni. Na drugi strani imamo prostore za ambulanto COVID-19. To je pediatrična ambulanta in dela vsak dan med 8. in 16. uro. Delo poteka enako kot v COVID za odrasle 19. Tukaj bomo sprejemali in obravnavali otroke do 15. leta starosti. Pripominjam tudi to, da smo naredili velike tehnične posege in v pritličnih prostorih zdravstvenega doma Sevnica smo preuredili prostore za odrasle posebej z veliko čakalnico in za otroke 2 prostora pregledovane posebej. Tako da, ko zbolimo, bomo bili pregledani ne pod šotorom, ne pod kontejnerjem, ampak v sami stavbi. Hkrati nam to omogoča dosledno upoštevanje vseh predpisanih programov za obvladovanje okužb. Naj poudarim na tem mestu, da zelo gledamo na vsa priporočila v zvezi z preprečevanjem, tista, ki že poznate, torej distanca 1,5 metra najmanj, nedotikanje, nekontakti z drugimi osebami in pa zelo gledamo na tiste predmete, katere se vsi dotikamo, kljuke, stoli, na katerih sedimo in pa ne nazadnje vemo iz izkušenj iz Italije, da se lahko okužba prenese tudi preko čevljev, tako da doma higienizirajte tudi vaša obuvala. Kaj bi še povedala, da je enkrat dnevno uplinjujemo vse prostore, torej skrbimo za visoko raven dezinfekcije, prvo čiščenja in potem tudi dezinfekcije samih prostorov. Nadaljnje bi vam rada podala informacijo, da se ambulante izbranega osebnega zdravnika družinske medicine združujejo in se organizirajo v 2 ambulanti, ki delujejo čez teden od 7. do 19. ure. V navedenih ambulantah 2 delujejo zdravniki družinske medicine in pa zdravstvena nega in
obravnavajo tiste paciente, ki ne kažejo znakov infekcijskega obolenja. Naprimer, obravnava kroničnih bolnikov, ki potrebujejo pregled, obravnava naprimer raznih prevezov, raznih medicinsko-tehničnih posegov, odstranitev šivov in tako naprej. In ne nazadnje, zelo pomemben del družinskih ambulant so administrativne storitve, katere pa se pokličejo po telefonu ali po e-pošti vašega izbranega zdravnika. Predpis recepta, napotnice, bolniški stalež, telefonski posvet, naročilnico za medicinsko-tehnične pripomočke. Če to potrebujete, te stvari uredite preko telefona ali preko e-pošte, katero najdete na naših spletnih straneh in so že objavljene. Otroško-šolski dispanzer poteka od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure. Tukaj se opravljajo pregledi otrok, ki ne kažejo znakov infekcijskega obolenja. In pa preventivni pregledi predšolskih otrok do vključno 12. meseca. Ti pregledi pa se izvajajo izključno po predhodno dogovorjenih terminih. Naprošamo vas, če je le možno, kontaktirajte naše pediatrične ambulante preko e-pošte. Zobozdravstvo velja enako kot od 16.3.2020 dalje. Za nujna stanja v zobozdravstvu, ki zahtevajo obravnavo, so močan zobobol, akutna infekcija, povišana telesna temperatura, večje krvavitve, ki ni mogoče ustaviti s kompresijo, in razne poškodbe. In to se obrnite na kader v zdravstvenem domu Celje in na zobozdravnike v zdravstvenem domu Novo mesto. Ginekološka ambulanta deluje po predhodni najavi, ima do preklica spremenjen način dela v dopoldanskem času, tako da na preventivni pregled, ko ste noseči, vsi preventivni pregledi nosečnic se bodo izvajali po predhodnem telefonskem pogovoru. Za preventivni pregled po porodu pa se bomo dogovorili ravno tako preko ustaljenih telefonskih številk. Preventivne preglede za nenoseče pacientke pa žal do nadaljnjega ne izvajamo. Veliko dela in veliko povečan obseg dela je tudi na patronažni službi, kajti poleg preventive otročnice in novorojenca do 1 meseca starosti, ki se opravlja v družini, se opravljajo tudi kurativni patronažni obiski bolnikov. Torej, delo na domu patronažne medicinske sestre je največ trenutno, da se izvaja paliativna oskrba, da je patronažna sestra kontakt z izbranim osebnim zdravnikom, da se urejajo tisti posegi po odpustu bolnikov iz bolnišnic. Za zaključek bi vam rada še enkrat povedala naš slogan. Svetovni slogan je: mi smo v službi, v skrbi za vas. Mi smo pa dodali še: ostanite doma za naše skupno zdravje. Za okužena sta doma, so vsi njihovi socialni stiki, torej družinski in socialni stiki, so pod epidemiološkim nadzorom in so v osamitvi.